Jaz moram reči, da v teh časih, ko se tako negotovi, zelo težko stopam pred kamero, pa kaj povem, ampak danes sem v srcu čutil, da moram z vami deliti eno pozitivno zgodbo. In sicer pozitivno podjetniško zgodbo, ki se je meni osebno dogajala v zadnjih dnevih. Vsi, ki me poznate ali pa malo bolj spremljate, veste, da sem izvršni urednik City Magazina in njegov solastnik. Kar pomeni, da takrat, ko ne ustvarjam teh malo butastih pa naivnih videov, ustvarjam tisto revijo, ki je z vami že 17 let. City Magazine, ja, tudi brezplačnik, ne, ki ga vidite v trgovskih centrih, nakupovalnih shopping centrih, kinematografih, gledališčih, posod, letališčih celo. Zadnje dni sem večino svojega časa posvečil temu, da mi je uspel izdelati, oziroma da nam je skupaj z ekipo uspel izdelati številko 247. Ja, in skupaj enih stvari in srečnih naključij se je zgodil, da je ta revija danes v mojih rokah, da jo imamo in da smo uspeli vse urediti, kar se te revije tiče. Če začneš z osnovnimi težavami, zdaj najbrž si predstavljate, brezplačna revija živi od oglasnega prostora oglaševalcev in v tednu pred izdajo so nam začele padati kampanje. Kar naenkrat so globalni oglaševalci se odločili, da pač ne bojo oglaševali izdelkov, ki jih po vsej verjetnosti v naslednjem obdobju ne bojo mogli prodati. Tako da se zahvaljujem vsem tistim, ki ste ostali z nami do zadnjega dne in ste nam zaupali, da bomo naredili vse tako, kolikor je treba, da bo vaše sporočilo prišlo do pravih bralcev. Tako da naredili smo vse, revija je šla v tisk, revija se je tiskala in potem se je zgodilo to, da so v bistvu začeli Hrvati omejevati tovoren promet in potem nismo vedeli, ali bomo v Slovenijo lahko sploh dobili revijo in jo bomo lahko sploh razdelili tam, ki jo ponavadi razdelimo. In ja, ta vikend nam je uspel pripeljati revijo, v zadnjih 2 dneh pa se nam je uspel s Pošto Slovenije zmeniti, kje vse ta revija bo. Tako da en del tega mojega sporočila je predvsem to, bo City Magazine še vedno v živilskih trgovinah, torej Šparju, Mercatorju in Tušu. Vsa preostala količina revije pa se bo delila tako, da se bo pošiljala na okraje mestnih občin, kjer smo ponavadi distribuirali največ revije. Tako da revijo boste dobili v nabiralnik. Še boljš, v bistvu ne bo vam treba vzeti v shopping centru, ampak bo kar v nabiralniku. In vse to, kar povežem skupaj vso to logistiko zadnjih dni, moram reči, da sem izjemno vesel, da nam je ratal, da nam je uspel to sproducirati in da, ja, smo kljub kriznim razmeram naredili revijo in vi jo boste lahko brali v samoizolaciji. Ne pa samo to, ful smo ambiciozni in nič ne obupujemo, ker kar verjamemo, da moramo začeti danes pripravljati naslednjo revijo, ki bo šla takoj, ki bo ekonomsko vzdržna. Kaj to pomeni? Da ja, začenjamo pripravljati vsebine in ne mečemo puške v koruzo. Hkrati pa mogoče tudi s tem mešicam jaz oglaševalce naprošam, da nam stojijo ob strani, tako kot so nam stali zadnjih 17 let in da nam verjamejo, da bomo poskušali vse narediti, da bo v roke to revijo dobili tisti, ki jo imajo res radi in jo vsa ta leta podpirajo. Tako da jaz se moram zahvaliti čisto vsem. Prvo se moram našemu prevozniku zahvaliti, ki je v bistvu bil zelo resourceful, da je ja, zadevo spravil iz Hrvaške v Slovenijo. Zahvaliti se moram valjda svojim zlatim sodelavcem, ki so naredili vse, mislim, vse in v trženju in uredništvu, da smo to revijo sploh spravili skupaj in pa Pošti Slovenije, ki bo poskrbela, da bo ta revija v kaseljcih in jo boste lahko vi v samoizolaciji v udobju vašega doma prebirali. Tako da res zahvala velja tem ljudem, na drugi strani pa tudi vam, ki mene podpirate, ves ta cajt pa me uspete prenašati na raznih družbenih kanalih. Tako da ja, dajmo deliti te zgodbe, dajte mi dol komentarje, vaše pozitivne zgodbe, dajte malo pospraviti stvari, ki jih drugače ne morate pospraviti. To je zdelo zadnje dni sem si spletno stran začel urejati. Take stvari, ki jih ponavadi ne bi človek delu, ne, pa ima mogoče zdaj za njih malo več časa, malo si folderje premešaš pa te stvari. Napišite te pozitivne stvari, ki v tem sranju, ki se nam dogaja okoli, moramo najti predvsem pozitivno. Hvala vsem, dajmo se še bolj povezati, kakor smo bili povezani prej, tako da hvala za pozornost.